Lep pozdrav v današnji Kulturi na televiziji Celje. No, po poletni uprizoritvi smo sedaj doživeli še dvoransko premiero Igre pod svobodnim soncem, ki so jo pripravili Združeni ljubiteljski gledališčniki celjskih kulturnih društev. Zima leži pred vrati. Zastraši nas tam v gorah. Po uspeli poletni uprizoritvi zgodovinske drame Pod svobodnim soncem, ki je bila v programu celjskih poletnih prireditev junija na ploščadi pred Knežjim dvorcem v Celju v izvedbi 4 ljubiteljskih gledaliških skupin pod okriljem Zveze kulturnih društev Celje, so ustvarjalci sedaj pod režijskim vodstvom Žige Medveška pripravili še dvoransko uprizoritev na notranjih odrih. Premiera je bila minuli petek na odru gledališča Zarja Celje, sobotno prvo ponovitvijo in obe uprizoritvi je občinstvo navdušeno sprejelo. Predstavo Pod svobodnim soncem so ustvarjalci 16 adaptacijskimi vajami, ki so jih imeli od konca septembra letos, pripravili za uprizoritev na odrih v dvoranah. Kljub tej adaptaciji pa je to še vedno velik gledališki projekt, saj je samo v vlogah 20 igralk in igralcev, ki prihajajo iz kar 4 ljubiteljskih gledaliških društev, ki so vključena v Zvezo kulturnih društev Celje, ki je tudi producent tega gledališkega projekta. Skupno pa je pri predstavi angažirano kar 30 udeležencev. Gre pa za znano povest Pod svobodnim soncem, ki jo je po romanu Frana Saleškega Finžgarja dramatiziral Miloš Mikeln. V njej pa sodelujejo ljubiteljski gledališki igralci iz gledališča Zarja Celje, kulturnega društva Bratov Dobrotinšek Škofja vas, KUD Svoboda za grad Celje in ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija Celje. Pridružilo pa se je tudi celjsko društvo fotografov Svit. Sveža in sodobna postavitev zgodovinskega dela, v kateri se je režiser Žiga Medvešek v veliki meri oprijel simbolističnega umetniško-gledališkega izraza, je v adaptaciji za uprizarjanje na notranjih odrih v dvoranah zahtevala od igralcev še dodatno igralsko intenziteto in odrsko prezenco, kar jim je tudi v celoti uspelo. Tako je tudi tokrat predstava navdušila polnoštevilno občinstvo, ki je ob upoštevanju veljavnih epidemioloških ukrepov napolnilo kulturni dom v Trnovljah. Med obiskovalci sta bila tudi oba podžupana mestne občine Celje, Breda Arnšek in Vladimir Ljubek, ter podpredsednica Zveze kulturnih društev Slovenije Marijana Kolenko. Sfascinirana sem, današnji dan se ne bi mogel lepše končati. Zato iz tega mesta v svojem osebnem imenu in pa seveda tudi imenu mestne občine Celje iskrene čestitke vsem ustvarjalcem, vsem 4 oziroma lahko rečem 5 društvom, ki ste se združili in ste naredili ponovno eno čudovito zgodbo. Dokazali ste, da mesto Celje je mesto kulture in kaj je še pomembneje, dokazali ste, kako složni smo v mestu Celja, kako dobro sodelujemo, se povezujemo in jaz verjamem, da se ni bati, da bi kultura naše mesto zamrla. Mi je bilo zelo všeč, zelo lepo, vrnil me je tam dobrih 50 let nazaj, ko sem ta roman prebral in tudi celo 2-krat. In dobiš tiste občutke takratnega časa, ko se to doživlja v knjigi in tukaj na odre pa čisto drugače deluje bolj pristno in se človeku vtisne v spomin. Sama lahko izrečem tudi kot podpredsednica Zveze kulturnih društev Slovenije, da je to eden izmed velikih projektov v tem času, da smo v Celju uspeli postaviti na oder tako za poletne prireditve Pod svobodnim soncem in zdaj adaptacijo tudi za odrsko postavitev. Menim, da se malo društev v Sloveniji v tem trenutku lahko postavlja s tako velikim dosežkom in zagotovo sem ponosna, ker sem tudi v tem odboru, pa ne samo za tem, ker tudi tako dokazujemo, da ljubiteljska kultura še vedno živi, še vedno diha. Predvsem bom pa poudarila sporočilo tega: Pod svobodnim soncem in združeni brez sovraštva bi morali
ostati in postati ponovno zdaj, ko se delimo tako ali drugače. Tako da je sporočilo aktualno, predvsem so pa igralci dokazali, da je srce tisto, ki odloča o tem, kdo zmore in kdo v teh časih ne zmore. Odrsko adaptacijo predstave je številno ekipo tudi tokrat režijsko vodil Žiga Medvešek, ki je s predstavo prav tako izjemno zadovoljen. Najprej iskrene čestitke celotni ekipi, tako vsej tisti na odru kot vsem izven odra. Naredili smo spet eno fantastično premiero predstave, ki smo jo poleti uprizorili na zunanjem prostoru. Predstava noter je tako kot vsaka predstava na odru malenkost drugačna od ambientalne predstave, ampak mi smo se trudili, da ohranimo ta čar predstave, ta gušt, to energijo in da pričaramo to, kar smo poleti imeli na ambientalnem prizorišču, da zdaj pričaramo na odru. Jaz mislim, da nam je kar uspelo. Poleg 20-članskega igralskega ansambla iz omenjenih 4 kulturnih društev in režiserja Žige Medveška, ki je pripravil tudi adaptacijo besedila in scenografijo, so predstavo oblikovali še asistentka režije Urška Majcen, ki je pripravila tudi izbor glasbe, odrski gib je delo Silvana Drpiča kot gosta iz Reke, kostumografija je delo Bojana Vistra kot gosta iz Šentjakobskega gledališča, asistentka kostumografa je Nada Jelen, skupaj z Anito Repnik sta obe tudi vodja predstave. Oblikovalec scenografije odrskih luči in tehnični vodja je Vili Pajk, oblikovalec zvoka pa Urban Pajk. Kako pa so ustvarjalci doživeli sedaj še dvoransko upodobitev te zgodovinske drame, pa smo se pogovarjali z nekaterimi, asistentko režije ter igralci, med katerimi so tudi njihovi mlajši kolegi. Sigurno je bila odrska posodobitev oziroma adaptacija predstave Na prostem nekaj popolnoma drugega, hkrati pa istega. Glede na to, da tekst je ostal isti, vse je ostalo isto, s tem, da smo mogli malo bolj mogoče izpiliti določene kreacije igralske, pa z določenimi drugimi efekti, scenskimi in lučnimi pridati neko novo noto in luč tej predstavi in mislim, da nam je to zelo dobro uspelo. Nekateri pravijo in menijo, da je to skoraj druga predstava. No. Zdaj, ne vem, če bi se čisto strinjal, ker tekst je enak, je pa res, da je prostor čisto drugačen in so bile potrebne te prilagoditve. Ne. Zdaj, kot igralcu, ki igra, ne bom rekel govori, igra tekst, tu neke bistvene spremembe ni bilo. Bilo je nekaj novih matematik odrskih, kjer smo se mogli navaditi malo prihode in odhode, pa tudi z rekviziti je bilo par sprememb. Drugače pa, če bi pa govoril o primerjavi, kako mi je bil občutek nastopati, vsekakor ima tale ambient, ga je imel, poletni ambient pri Spodnjem gradu oziroma Knežjem dvorcu, je imel neko to moč, nek čar. Ne. Sicer pa, ker pa ponovadi smo navajeni nastopati na odrskih deskah, imajo pa tudi odrske deske ta svoj čar, ta male zaprtost, omejenost lahko tudi prinese nekaj. Mislim, da smo uspeli to transformacijo skupaj kot ekipa dobro opraviti. Mislim, da je sicer drugače kot na zunanjem prizorišču, ampak mi je bilo super. Mislim, da smo dobro odigrali vsi, da je bila neka taka fajna energija, dober ritem in vesela sem, da je bilo toliko obiskovalcev, gledalcev. Predstava je šla ful dobro. Odigrali smo prvič v odru po dolgem času in sem že navdušen nad naslednjo. Super, meni je bilo res izredno fajn smo se imeli, pa cela zasedba je fajna, prijazni vsi, super je bilo. Celjski ljubiteljski gledališki ustvarjalci 4 društev so pobudo in povabilo k skupnemu ustvarjanju gledališkega projekta, ki je podal član upravnega odbora Zveze kulturnih društev Celje in član predsedstva Zveze kulturnih društev Slovenije Milan Brecl, zgrabili z vsemi 4, ter se navdušeno in zavzeto lotili študija in sedaj še dvoranske adaptacije predstave. In kako je odrsko upodobitev Pod svobodnim soncem doživel pobudnik, lahko rečemo kar oče projekta. Težko primerjam predstavo, ki je bila Na prostem, s to predstavo tu na pokritem odru, kajti mislim, da so to 2 predstavi. Prva, ta zunajna, je bila malo bolj šov, to je pa ta prava z dušo, srcem
prava predstava in mislim, da so igralci in vsi ustvarjalci te predstave dali v njo ne samo srca, ampak tudi vso dušo. Reči moram, da je to zagotovo predstava, ki je nadvse aktualna, predstava, ki ima svojo dušo, ki ima svoj smisel. Ne samo v tem, da je to predstava, ki so jo ustvarila 4 ljubiteljska društva in to jemljem kot velik uspeh Zveze kulturnih društev Mestne občine Celje. Kajti reči moram, da je to zelo redko kje se zgodilo, da bi prišlo do takšnega sodelovanja, kot je bilo tu, in to tako uspešnega sodelovanja, kot se je pokazalo tudi z današnjo premiero. Zagotovo ima ta igra še veliko perspektivo in prepričan sem, da bo ostala tudi v naslednjih letih na odrih, ne samo tega domačega odra, ampak tudi drugje po Sloveniji in tudi v zamejstvu. In da bo ta posvetitev, kot je igra bila posvečena 30-letnici naše državnosti in samostojnosti in v počastitev 150-letnice Frana Šaleškega Finžgarja, ki je ustvaril ta roman Pod svobodnim soncem, ki je zares eden naših najboljših domoljubnih romanov, da bo to še dolgo živelo na odru. In da bo dolgo živelo s temi ustvarjalci, ki so ustvarili zares nekaj enkratnega v ljubiteljskem gledališču, ne samo v Mestni občini Celje, ampak v Sloveniji nasploh. Kakšni pa so nadaljnji načrti ustvarjalcev s to dvoransko adaptacijo predstave in s predstavo Pod svobodnim soncem nasploh, pa nam je več povedal režiser. Sigurno, glede na to, da je zdaj bila premiera tele dvoranske, odrske verzije predstave, se bo sigurno zdaj v teh zimskih, hladnejših mesecih predstava igrala še tako doma, na domačem odru in tudi nekaj gostovanj na malo večjih odrih po Sloveniji in mogoče celo zamejstvu. Ideja oziroma želja pa je, da se pa poleti pa vrnemo s predstavo na zunanje ambientalno prizorišče. Po uspešni petkovi premieri, ki so jo obiskovalci z aplavzom pospremili stoje, in sobotni prvi ponovitvi, bodo predstavo Pod svobodnim soncem na odru gledališča Zarja Celje ponovno uprizorili v petek 14. januarja, predvidoma pa tudi še v naslednjih mesecih. No, predstava je navdušila polnoštevilno občinstvo tukaj v gledališču Zarja Celje in kot smo slišali, imajo ustvarjalci z njo še kar nekaj načrtov, tako dvoranskih uprizoritev in seveda poleti zopet na letnem prizorišču. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.